Živijo. Moj tokratni sogovornik je človek, ki v smislu prodajo vina v Sloveniji na en nov način. Je prvi, ki je začel prodajo vina prek spleta, daleč pred COVID krizo. Veš, če bi bilo tako enostavno, pa bi bil najboljši vinski distributer verjetno Pošta Slovenije, ki imajo najbolj razvijeno logistiko. Ampak je veliko več v ozadju kot samo to, ne? Je vinski trgovec, ki je v Slovenijo pripeljal najbolj prestižne svetovne vinske znamke. V naš portfelj, na naše police, v naš izbor ne gre nič, kar mi ne zdegustiramo in potrdimo. Slovenec, ki je najbližji tituli Master of Wine. Presrečen sem, da sem se tega lotil, ni mi žal niti minute, niti centa, ki sem za to zapravil. Slišal sem, da se rad predstavi kot prvi slovenski negosjo. Se vem, to rabi malo razlage. On nam bo povedal. Gašper Čarman je vino. Uživajte. Živijo. Zdravo. Kako si? Mislim, da ni intervjuja, ki ga ne bi začel s tem, da vprašam svojega gosta, kako bi si želel biti prepoznan v javnosti in kako misli, da sem ga jaz predstavil. To je Gašper bi te isto zastavil. Kot nekdo, ki jim pomaga uživati. Zagotovo na prvem mestu sem te predstavil kot nekoga, ki je vstopil v prodajo vin v Sloveniji pred leti in kot underdog kljub vsemu postal zdaj glavni igralec ali pa eden od dveh glavnih igralcev. Lepo se sliši, hvala. Kje si ti videl priložnost zase? Veš kaj, moja osnovna ideja je bila takrat, da sem jaz z svojim znanjem, ker sem bil sam, danes jaz in moji sodelavci, da z svojim znanjem smo neko sito za naše stranke, kjer prebiramo in selekcioniramo vina, žgane pijače, gurme izdelke, ki bi naj njim olepšali življenje. Kaj bi bil prvi tak preskok, ko se ti zdi, da si naredil prvo vidnejšo stopnico v svojem biznisu z e-vinom? To, da sem dobil prvi dve Horeka stranki, ne, če izvzameva Danilo gostilno, kar je bilo logično, da je moja stranka, je Sharna pizzerija v Škofji Loki, pa Matevž Strajnar, ki je takrat vodil Astorijo in Blejski grad. Ampak najprej si pa biznis delal iz Ljubljane. Ne, moj biznis je začel v baraki na dvorišču gostilne Danilo. Čisti začetek je bil takšen, da sem jaz delal kot sommelier v gostilni. Tisto barakco, ki mi je oče dal, takrat sem izoliral, naredil police in imel kot svoje prvo mini skladišče, ki je imelo skupaj moje 6 kvadratov. Pa si pa preselil iz domačega dvorišča v Škofjo Loko najprej, preden si šel v Ljubljano. V vas, še vedno v Reteče. Tam sem najel pisarno pa skladišče. Pa si se pa preselil s svojim biznisom v Ljubljano in tukaj naredil en tak wine bar. To sem si pa želel narediti kombinacijo wine bara, trgovine in seveda skladišča, pisarno v enem. In smo se leta 2009 preselili tukaj na Šmartinsko, kjer smo še danes. Tako, e-vino je postal v teh letih en tak classy bar, a ne? Classy se super sliši. Naroben izraz. Ne, super se sliši. Brez debate, vendar v ozadju bi jaz temu rekel, da je nek bar, ki skrbi za detajle. Ta skrb za te detajle, temu pripisuješ največ razlogov za to, da ste dosegli to, kar ste dosegli. Definitivno. Ko ti izpileš vse te detajle, od tega, da katero kavo kuhaš, do tega, kakšno muziko imaš, na koncu seveda prideva do bistva dobre hrane, dobrega vinskega izbora, ne? Ampak vsi ti detajli ti pol pripeljejo do tega, da ti nekdo reče, da si classy in je krasni izraz. Ne? Naše stranke dejansko, kar me blazno veseli, so takšne, da rade odkrivajo. In one dejansko pridejo, v trgovino in rečejo, imamo 100 evrov, radi bi 6 steklenic in radi bi nekaj kar novega, ne kar smo pili nazadnje. Če nam neka stranka tako zaupa, ne, da vsakič znova hoče probati nekaj novega, pomeni, da jo nismo razočarali prej. Zdi se mi, da zelo veliko obrazov pogosto tukaj vidim, ne, kar je po moje en dober signal. Ne? Zelo dober signal. Veliko stalnih strank in to stranke dejansko te, ki so že od samega začetka. Ne? Ampak zgleda, da se te držijo in delavci, in vinarji, in te Horeka stranke. Kar je dobro, ja. Mislim, to me blazno veseli. Mene blazno veseli, da imam kar nekaj oseb zaposlenih sodelavcev v e-vinu, ki imajo staž 15 let. Koliko se pa zdaj vseh skupaj? V e-vinu 33, pa v Danilu 8, tako da dobrih 40. Tudi, kot si je omenil, seveda me blazno veseli, da so stranke še vedno ostale. Pa veseli me tudi to, da so vinarji ostali in da buildamo nek odnos, ki je na koncu win-win situacija. Ampak če te recimo ne bi eni taki ikonični vinarji podprli pri tem, bi zelo težko ti sfajtov, ne, naprej. Definitivno. Sam očitno so... Ne vem, Sutor si omenil. Definitivno. Ja. Marjan Simčič, Novija, recimo iz Vipave,
Sutor, Burja, Pasire, Štajerska, Šumenjak, Oskar, Familija. Ti si bil tudi prvi, ki je v Sloveniji začel prodajati vina online. Jep. A je skrivnost, koliko se procentualno proda vina online? Cca 4% našega prometa. Ni malo, ne? Ampak po drugi strani pa ogromno vlagamo v to in ta trenutek, če bi izvzel znotraj e-vina samo segment online, je absolutni minus. Če primerjaš to s svojo malo prodajo, recimo klekamo zraven e-vina, imaš trgovino, smo pa v kakšnih razmerjih? Dvakratni promet online naredi vinoteka. Ljudje še vedno si želijo stopiti pred polico, prijeti steklenico, vprašati nekoga za nasvet. In zato seveda tudi je naša logična strategija za letos, da odpremo še 3-4 nove fizične trgovine po Sloveniji. Videl sem tudi, da prodajaš vino na naročnino, ne? Se pravi, da se naročiš na nek paket. Vinski klub. V bistvu to sem štartal drugače že nekih 10 let nazaj, ali pa še več. Zdaj pa to kar lepo raste in probamo zelo skrbno izbirati, kaj pošljemo. Ne? Se pravi, neke stvari, ki so bolj redke, neke stvari, ki so nove. Predvsem pa ti probamo dati nekaj, kar te bo zanimiralo pa razveselilo. No, jaz sem povedal tudi to, da se ti slovenski je pripeljal globalne znamke, vrhunske, vinske v Slovenijo. Ne? Ideja je bila ta, da pripeljamo dobre globalne stvari, tako te ultra renomirane in rečva ekskluzivne, ne? Kot dober price value za cca 10 evrov. Ne odstopam pa od tega, da v bistvu nobenega vina tujega, ki ga ti vidiš na polici, ni tam, če ga mi ne bi obiskali in ga poznali in se z njimi srečali in videli vinograd in degustirali. Se pravi, nikle nekega middlemana še vmes, od katerega ti pripeleš to? Ne. Grem tja, ponovadi z 1-2 sodelavci, potem na podlagi tastinga, na podlagi tega, kar vidimo, se odločimo, s kom sodelujemo. V naš portfelj, na naše police, v naš izbor ne gre nič, kar mi ne zdegustiramo in potrdimo. Kakšen je pa delež recimo prodaje tujih vin v primerjavi s slovenskimi na slovenskem trgu? Tam nekje je pol, malo več mogoče v smer slovenskih, ampak zelo približno pol. A so slovenska vina precenjena v primerjavi s tujimi? Absolutno so nekatera precenjena, absolutno so nekatera podcenjena, ne? Ampak jaz mislim, da dobri brendi imajo neko logiko izza cene, ampak nisem pa fan nekega pretiravanja, zato ker imaš majhno količino, ker ne vem, v tistem trenutku si malo bolj prepoznaven. Sem jaz prav zastopil, da se tega biznisa ne moreš iti uspešno, če res nisi velik poznavalec 100%. Vin pa vsega tega. Se pravi, nek Orbico, ki je absolutno v tem delu Evrope izjemno velik in uspešen distributer, on bi zelo težko konkuriral v tem biznisu. Niti malo se ne bojim takih konkurentov, ki pridejo z veliko kapitala in neko razvejeno mrežo, ker dejansko sem prepričan v to, da na področju bivše Jugoslavije jaz in moja ekipa o vinu vemo največ. Veš, če bi bilo tako enostavno, pa bi bil najboljši vinski distributer verjetno Pošta Slovenije, ki imajo najbolj razvejeno logistiko. Če bi govorili samo o tem, da mi prevažamo vino od točke A do točke B, ampak je veliko več v ozadju kot samo to. Rač pa je en skupen prijatelj mi je tudi namignil, da znaš biti prvi slovenski Master of Wine. A lahko več poveš, kaj je to? Master of Wine je inštitut, ki obstaja od leta 1955. Na svetu je 400 plus ljudi, ki imajo ta naziv. Master of Wine študij mi je dal verjetno največ v moji vinski karieri. Vendar je tako zahteven, da dejansko je pass rate 3%, in jaz sem 2-krat bil na tem zadnjem izpitu. Na mojo žalost ga nisem opravil in realno gledano je tudi to, da se ga verjetno nikoli več ne bom lotil. Se pravi, če kle niš še poleg tega, da full truda vlagaš, res ekstremen talent, pa nimaš šanse. Predvsem moraš predati glavo in ves svoj čas temu namenu, in večina teh, ki jim je uspel, so dejansko imeli pol leta dopusta. To prestižno šolanje, tudi če do konca ne prideš pol do diplome, ti verjetno vsem da pa znanja veliko. Presrečen sem, da sem se tega lotil, ni mi žal niti minute, niti centa, ki sem za to zapravil. A to je tudi ekstremen denar? Zelo drago. Ja, jaz sem zapravil nekih 100,000 evrov za ta študij. Pa verjetno tudi network si s tem zgradil? To pa definitivno, recimo moj švicarski kupec, ki je verjetno najboljši v Švici, je bil moj sošolc na Master of Wine. Slišal sem, da se rad predstaviš kot prvi slovenski negosjo. Dejansko je ta negosjan oblika v svetu zelo, zelo razvejana. Tle je v bistvu gre za model, kjer imamo tripartitni dogovor med vinogradnikom, klet Brda
In mano v bistvu nimam jaz v lasti nobenega vinograda, ne? Imam pa celo verigo definirano. Seveda so bili na začetku očitki, kupuje neko čudno vino, ki ga Brda ne prodaja, da pod svojo etiketo in da na trg, kar je bila največja neumnost, kar sem jih slišal, ker dejansko je moje ime na teh steklenicah in kamor daš svoje ime, verjetno strmiš k temu, da narediš nekaj dobrega. Ne? To moramo povedati, ne? Da si v 3 edicijah 2-krat do platine prišel s tem Cabernet Franc. Zdaj imam pa problem, ker smo na radarju. Ker dejansko zdaj si ne smemo prvošiti fejlerja. Pri Franku je bilo tako, da smo se Silvan Prešolja, direktor kleti, je prišel na idejo, ne, da bi naredili nekaj premium rdečega za Gašper linijo. Ne. Moj odgovor je bil Frank in sem rekel, da sem malo nor, ker prvič ga noben ne pije, nikoli ni bil dober, vendar ne smeva pozabiti na globalno segrevanje, ki se je zgodilo. In to, da pred 20 leti nismo mogli narediti dobrega Franka, je resnica. Danes je po moje pa idealna sorta za klimo goriških brd. Ideja je bila potem moja tudi ta, da gremo v krajšo maceracijo. Ne? V Sloveniji je dostikrat tradicija, da narediš več, kot naredi sosed. Če sosed macerira 20 dni, boš ti 25. Če sosed trga 5. septembra, boš ti 10. Če ima sosed v sodu 1 leto, boš imel ti 2. In jaz sem hotel krajšo maceracijo, temperaturno kontrolirano, absoluten delež novega lesa. Ne? In potem sem imel še tezo, da gremo na trg oziroma v steklenico po 18 mesecih, ne 2, 3, 4 letih. In dejansko prvi letnik je dobil že 97 točk. Kolikrat recimo en tak platinasta nagrada pri dekantorju vpliva pol na prodajo tega vina? Velik. Se pravi, ta prvi letnik je bil razprodan v enem mesecu. Še bolj pomembno je pa to, da je ta Frank zdaj postal kar standard v angleških restauracijah, zmišljeno v zvezdico, v angleških vinskih barih. Meni je v ponos to, da ljudje, ki v Angliji naročujejo vino, bi si za ta denar lahko privoščili dobro Burgundijo, dobro Bordeaux, dobro Toskano, dobro Piemont, ampak si vzamejo slovensko vino. Ključno je, da mi globalno buildamo brand Wine of Slovenia. Če mene vprašaš radikalno, ti bom dal idejo, bi jaz pozabil na vse regije slovenske. Jaz bi imel Wine of Slovenia. Roko na srce, kdo ti bo rekel, da je vino slovensko znano v svetu, laže. Vsi preboji, ki so se zgodili v tujini, so po mojem posledica poznanstev, vztrajnosti posameznika. Tako smo majhni, tako smo raznoliki, da imamo izjemno lepa priložnost nastopati na tujih trgih, ampak na mojo veliko žalost se nič ne premakne. V tem biznisu, ko se ga ti greš, je po moje velik del uspeha, tudi v tem, kako spreten si pri samem brandingu. A bi lahko z istim pristopom mogoče vse, kar je povezano za kulinariko, brandiral za Gašper? Ja, če je od zadaj kvaliteta. Point je, da jaz se ne bi upal iti ven iz vinske zgodbe z Gašperjem, zato ker bi se bojim s tem rezu vejo, na kateri sedim. Glej, sej mi se lotevamo investicij tudi v druge blagovne znamke. Imamo idejo investirati v pivo. Jaz sem malo vprašal ljudi, ki te poznajo ali pa s katerimi delaš. Sem rekel, da mi povej, kje je Gašperju padla skira vmet. Ja. Škoda so mi rekli, Fever 3. Ja. Koliko je resnice na tem? Čisto iskreno, ratejo toliko velik biznis, da bi se lahko preimenovali zdaj vino Wet Tonic, ampak ja, Fever 3 je nesporno z naskokom najboljši tonik. In zato je prodaja njega zelo enostavna. Moraš biti samo priden, nič drugega. Koliko se pa poznala prodaja vseh pijač, ki jih vi distribuirate zdaj zaradi teh COVID ukrepov pa zaprtih gostiln? Mi smo se pravi v letu 2020 padli takrat za nekih 19%. Se je pa zlani zgodil skok 40%. Na račun česa pa pač pripisuješ razloge za ta skok lani? Po mojem smo mi v COVID-u postali še bolj prepoznavni, kot smo bili prej, ker ljudje, ki so ostajali doma in niso imeli možnosti hoditi v gostilne, so še vedno hoteli spiti dobro steklenico vina, dober gin tonik. Ja, in so nam začeli zaupati, in mi jih nismo razočarali, nikoli jim nismo lagali, nikoli jim nismo prikrivali, nikoli jim nismo prodajali nekaj zaradi večjega zaslužka, ampak smo jim prodajali to, kar mislimo, da je za njih najboljš. In tako smo jih, po moje, pridobili in so ostali. Kaj je zate prva asociacija na vrhunski produkt? Zadovoljstvo. Zadovoljstvo, kaj je stranki, ki tako, to kupi? Tistega, ja. Tako. Kaj bi bila pa prva asociacija tebi na vrhunski marketing? Prepoznavnost. Bolj, ko si prepoznaven, bolj je vrhunski marketing. Kaj pa ti je prva asociacija na zadovoljno stranko? Stalna stranka. Tak, se vrne. Ta, ja. Pride. Pa dream business? Vinski, to, kar delam. To, kar delaš, ja, bravo. Za konc, Gašper, ab namenil kakšno misel tem mojim gledalcem intervjuja? Jaz bi namenil
željo tvojim poslušalcem, gledalcem to, da naj uživajo življenje. COVID pred 2 leti, vojna v Ukrajini zdaj kaže na to, da gre svet v eno zelo čudno smer in vkolikor mi ne uživamo vsak dan, kot da bi bil zadnji, je izgubljen ta dan. Tako. In jaz sem rad srečen, vesel, rad sem rad jem dobro hrano, rad pijem dobro vino, rad sem s familijo, rad sem s prijatelji in v bistvu te trenutki pomenijo po mojem največ. To je res. Hvala ti, super. Hvala tebi za vabilo. Hvala ti.